ženska je v bistvu kot puščica in lok. In to, da se sfokusiramo na to, kar si želimo, na občutek, v katerem želimo biti, in to, da znamo dejansko hoditi po svetu polne, da je naša čaša energije, ženske energije, ves čas polna. In na ta del se je potem Kleopatra zelo osredotočila in nam je predala vsem nam v bistvu 5 ritualov, 5 božanskih ritualov, ki jih ženska izvaja, zato da ona napolni svojo čašo. Da v bistvu je ta njen lok močen, da lahko potem njena puščica leti daleč. In posledično pride do tega, kar si ona v življenju želi. Ok, zdaj gremo pa na te rituale. Čau! Ojla! Čau, čau, čau. Upam, da deluje. Vse, ki ste tukaj, pofačkajte se, da... že letijo srčki. Ok, dela. Čau, drage boginje, drage ženske. No, pa če tudi kakšen moški gleda, dobrodošel. Ok, da vidim. Torej, malo bom počakala, da se vsi vključimo. Danes se bomo pogovarjali o sijoči in sočni ženski energiji in predala ti bom vse, kar mi je povedala Kleopatra tukaj v Egiptu. Sporočite mi, če me slišite, zaradi tega, ker sem v veži hotela, ker samo tukaj lovi najboljši internet. Moja namera za danes je, da uživamo in da internet božansko deluje, zato da nas podpre, da lahko prenesem k tebi vsa sporočila. Prosim, samo povejte mi, če se me sliši, zato da vem, ker danes ne govorim toliko na glas, ker nisem v svoji sobi. Oglašam se ti iz mesta Abidos v Egiptu. To je moja zaključna postaja, predno odletim domov. Nobenih komentarjev ne vidim. Čakajte, da jaz vidim, če sem jaz kaj narobe naštimala. No. Očitno danes to ne dela tudi tako, kot sem si zamislila. Ok, dober. Komentarji danes očitno ne delajo, tako da boste mogli bolj srčke pošiljati, da bomo povezani danes. Torej, še enkrat povem, ta današnji Facebook Live namenjam nam, ženskam, seveda ste pa vsi moški tudi lepo povabljeni, da spremljate in da v bistvu te informacije in ta sporočila, ki vam jih bom danes delila, ali posredujete naprej svojim ženam, svojim ženskam, ali se jih pa preprosto vi zavedate, zaradi tega, ker tudi moški pač potrebujete imeti ta znanja, zato da lahko z večjim spoštovanjem in z večjo ljubeznijo podprete potem svojo žensko. Tako da rada bi ti povedala v bistvu, kako sem sploh prišla do Kleopatre in na kakšen način v bistvu sem prejela vsa ta njena sporočila, in tukaj imam cel zvezek sporočil, ki ti bom danes povedala in ko me čakam, da to s tabo delim. Pred parimi dnevi, ko smo prišli v Luxor na tem mojem potovanju po Egiptu, smo po enem dolgem, napornem dnevu prišli v Luxor in sem bila tako res čist že dosti izčrpana od celega potovanja in sem si ful zaželela, da bi me nekdo res dober zmesiral. In pridemo v hotel in se usedemo in se začnemo pogovarjati in ravno o oljih, o ženski energiji in o takih stvarih je tekla debata, ko pristopi do naše mize gospodična iz Wellnessa in nam začne ponujati v bistvu njihove masaže in sem si rekla, poglej, manifestacija moje namere, da me en zmasira. In ko je pokazala ponudbo, na vrhu je bila napisana Kleopatrin ritual
In jaz sem se takoj vržgala in takoj sem začutila, ja, to je to si želim doživeti. Z mano sta bile pa še Anja pa Ivet, ta duhovna učiteljica, pri kateri sva. In obede sta rekle, gremo vse na to, a sem rekla Afroditino, ne, Kleopatrino, če sem se zmotila, Kleopatrino, na Kleopatrin ritual. Ampak je bila stvar v tem, da ker je pač toliko majhen wellness in pač nimajo dovolj maserjev, oni nam rečejo, pač žal ne boste mogli iti na ta ritual, zaradi tega, ker imamo premalo maserjev. Mi smo si pa res želeli na to iti, in v bistvu kjerkoli druga masaža bi bila pač, ne bi bila top izbira, In pa smo rekli, no, mi bi to rade šle, če je možnost v redu, če ne pa pač ob drugi priložnosti, In oni takoj, čakajte, se bomo mi malo med sabo pogovorili in grejo, In pridejo čez 5 minut nazaj in rečejo, vse smo zrihtali, bo prišel še en maser oziroma maserka, pridite, No in gremo mi res na to masažo oziroma na ta Kleopatrin ritual, ki je bil sestavljen iz savnanja in vroče kopeli. Pač v Egiptu je res vroče. Mi imamo vsak dan 40 stopinj in več. In potem jaz grem tja na terapijo v savno. Ampak je bilo tako res, srčki letijo. Očitno je začel delati. In ne vem zakaj, žal danes teli komentarji nagajajo. No in gremo mi pač najprej v savno, ful vroče, pa gremo nazaj v vročo kopel, ful vroče. No in potem nas peljajo in so nas namazali z nekim posebnim maslom in ne vem točno čem, ful je dišal, med je bil noter, same take lepe stvari, dišeče stvari. In potem so nas zavili v brisačo in smo v tisti brisači in v tisti maski ležale tako nekaj časa, ene pol ure, in zatem je v bistvu sledila masaža, ki je bila božanska, pač res je bila čudovita. No in med to masažo se meni odpre in se mi začne dejansko oglašati Kleopatra, ki je bila v bistvu kraljica, ena najpomembnejših kraljic Egipta. Vsi jo poznamo, vemo, da je bila pametna, da je bila lepa, da je ta prave moške znala dobiti, ne zavrteti dobiti. No in ona meni, se pravi Kleopatra meni skozi moj kanal, Tjaša, jaz imam sporočila zate, daj poveži se z mano. In sem pol komaj čakala, da bo konec popoldanskega in večernega dogajanja, zato da bom šla v sobo in da bom kanalizirala Kleopatro. To je bilo zame pač prvič. Tukaj v Egiptu sem imela priložnost kanalizirati ogromno različnih boginj, tudi takih, ki jih prej nisem poznala, in to, da se mi je v bistvu oglasila Kleopatra, mi je bilo tako wow, pač res mi je bilo, sem bila navdušena nad tem. Pač kot mediji, mi ko pač prebudimo svojo povezavo in se naučimo kanalizirati, se dejansko lahko povežemo z vsakim nivojem zavesti, in se lahko v bistvu povežemo tudi z zavedanjem določene pač osebe, ki je živela v preteklosti, z spominom te duše. In tako se v bistvu potem povežeš lahko tudi s Kleopatro. No in mi res naredimo, jaz organiziram v najini sobi, da se bomo ženske dobile in da bomo imele Kleopatro in da se bomo pogovarjale s Kleopatro. In v bistvu res se dobimo in jaz začnem, takoj, ko smo se usedle, meni začne Kleopatra se oglašati in mi začne v bistvu prenašati sporočila in 5 izjemno pomembnih ritualov za žensko. In v bistvu to bi ti danes rada delila, zato ker se mi zdi pač vsi ti rituali in ta zavest, ki jo je delila, pač ful pomembna za nas ženske. Tiste ženske, ki ste z mano že bile v kakšnem programu z Afrodito, vam bodo mogoče te stvari zelo domače in so v bistvu se dobesedno dopolnjujejo. To, kar je v bistvu Kleopatra mi predala, gre zelo z roko v roki s tem, kar mi že poznamo, kar nas je v bistvu učila Afrodita. Zdaj, kakšna je dejansko energija Kleopatre? Jaz sem bila kar malo presenečena, bom čisto iskreno povedala, zato ker v bistvu je njena energija tako zelo jasna. Tako odločna, jasna, ampak hkrati mehka v smislu, da je ljubeča, ampak na zelo jasen način vse pove, kar pač želi povedati. In v bistvu najpomembnejšo zavest in sporočilo, ki jo je predala in katero se rabimo vse ženske in tudi moški v bistvu zavedati, je ta, ona je rekla, ženska je popolna.
popolna. Ženska je popolna. Ona je kot puščica in lok. Predstavljaj si, puščica in lok. In kaj to pomeni? Puščica je naša sposobnost fokusiranja na to, kar si mi želimo. Se pravi, ženska ima to izjemno sposobnost, da ona lahko doseže vse svoje cilje, ker to je njena puščica. In v bistvu za žensko je ful pomembno, toliko mi je žal, da ne vidim vaših komentarjev, za žensko je ful pomembno, da v bistvu se ona zaveda ne samo česa si želi kot cilj, ampak predvsem je za nas ženske pomembno, da se zavedamo občutka, ki ga želimo čutiti. In je rekla, to je najbolj bistveno. Ženska potrebuje vedeti, kako se ona želi počutiti. Ne, kaj je samo tisto cilj, ki ga hoče doseči, ampak kakšen je občutek v njej, ki ga ona želi prebuditi, ko ona pač hodi proti cilju in ko je na cilju. Ker če dobro pomislimo, zakaj si želimo stvari, ki si jih želimo? Je zato, ker se nam zdi, da bomo zadej, ko bomo to dosegle, v bistvu doživeli nek občutek. In Kleopatra nas v bistvu spominja, da smo mi pač kot puščica sposobne se sfokusirati na to, kar si želimo, ampak hkrati je naša največja moč te puščice v tem, da mi se zavedamo, kaj je občutek, ki ga želimo čutiti, ko potujemo tja in ko pridemo na cilj. In to je samo polovička zgodbe, se pravi, eno je, da si ti puščica. Zdaj pa, če ženska nima loka, ne bo mogla daleč iti njena puščica, In kaj je pa lok? To je pa drugi del tebe. To je pa v bistvu tvoje negovanje in hranjenje tvoje energije. To je pa tvoja čaša. To je tvoj nektar življenja. O njem bom malce več govorila kasneje. Se pravi, vsaka ženska dejansko potrebuje v svojo čašo ujeti njeno energijo. Ne, da jo razpustimo, ne, da se nafilamo in jo takoj predamo. Mi dejansko potrebujemo energijo držati kot v čaši ob sebi. In v bistvu ta zadržana energija, ta ujeta energija ženske je potem njen lok. In zdaj, če imamo mi puščico in če imamo mi lok, gre puščica dlje, kot če imamo samo puščico. In Kleopatra je razlagala, da v bistvu vsaka ženska je popolna. Je rekla, ko bi vi ženske vedle, koliko ste vi popolne, vse imate v sebi, ampak ne uporabljate vseh obeh delov sebe enako močno. Se pravi, ali smo samo v aktivaciji, pa samo v puščici, ali smo pa samo v negovanju in v premajhnem fokusiranju na občutke. Ok, malo moram popiti. Bom še enkrat probala, če se da videti komentarje. Bom zdaj jaz en komentar napisala, en srček bom poslala, da vidim, če bo to kaj spodbudil. Malo? Ne. Ne vidim komentarjev, vidim pa srčke občasno, tako da. Ok, nič hudega, prav. Bo pa danes tako, sprejmem. Bom potem na koncu, ko bomo konc, se bodo verjetno komentarji napisali, pa bom pogledala. Ok, se pravi, gremo nazaj na to, In za vse moške je isto pomembno, da se oni tega zavedajo, In da se v bistvu mi tega zavedamo, da ženska je v bistvu kot puščica in lok. In to, da se sfokusiramo na to, kar si želimo, na občutek, v katerem želimo biti, in to, da znamo dejansko hoditi po svetu polne, da je naša čaša energije, ženske energije ves čas polna. In na ta del se je potem Kleopatra zelo osredotočila in nam je predala vsem nam v bistvu 5 ritualov, 5 božanskih ritualov, ki jih ženska izvaja, zato da ona napolni svojo čašo. Da v bistvu je ta njen lok močen, da lahko potem njena puščica leti daleč in posledično pride do tega, kar si ona v življenju želi. Ok, zdaj gremo pa na te rituale. Predlagam ti, da vzameš en papir ali pa zvezek, pa svinčnik, da si boš vse te stvari napisala, ker je kar nekaj sestavin, da boš v bistvu vedela, kaj zmešati skupaj.
Namen teh ritualov je v bistvu dokaj podoben. Je 5 različnih ritualov, ampak namen vseh ritualov je ta, da se ženska odpre za svojo žensko energijo oziroma nektar življenja. Nektar življenja je v bistvu več kot ženska energija. Nektar življenja je dejansko zelo močna frekvenca energije, ki prihaja iz drugih dimenzij, se pravi ne iz dimenzije našega sveta, ampak iz višjih sfer. Zagotovo ste že kdaj slišali, da so bogovi pili nektar, a ne? Evo, zato se gre. Obstajajo dimenzije, kjer obstaja frekvenca energije, ki nas dejansko lahko napolni. In naloga ženske je, da v bistvu sebe odpre in naredi iz sebe čašo, da ujame ta nektar življenja in da se v bistvu prižge na ta pritok energije. In s temi rituali, ki ti jih bom zdaj delila, boš v bistvu to lahko naredila. Ok, prva stvar, prvi ritual, ki ti ga bom zaupala, je nektar mladosti oziroma eliksir mladosti. To je eliksir, to je pijača, katero piješ in s tem v bistvu spodbudiš v svojem telesu več tekočin. Se pravi, v telesu ženske mora biti vedno veliko tekočin. Ženska mora biti zelo mokra, zelo sočna, zelo pretočna. In v bistvu ta eliksir bo v tvojem telesu spodbudil, da boš zelo pretočna, da bo veliko tekočine v tvojem telesu. In sicer kaj narediš? Zavreš vodo, se pravi, vodo daš na štedilnik in jo zavreš. In potem v šalčko ali pa v kozarec daš nekaj mandljev, ampak ti mandlji morajo biti brez lupinice, se pravi te, ki so v bistvu že slečeni, a ne? Se pravi, daš nekaj mandljev v kozarec, preliješ čez vrelo vodo in počakaš, da se shladi. To lahko narediš recimo zvečer, pa potem zjutraj piješ, a ne? In zjutraj potem v to vodo, kjer so noter mandlji, ki morajo biti oluščeni, dodaš limonin sok, med in pa cvetni prah. Ni nič govorila, koliko česa, zato verjetno delaš po občutku in si potem, ko boš večkrat to zmešala, narediš na okus, ki tebi paše. Ok, bom še enkrat povedala. Se pravi, zavreš vodo, daš v kozarec nekaj mandljev, ki morajo biti brez skorjice, preliješ z to vrelo vodo in počakaš, da se ohladi. In ko se ohladi, daš noter limonin sok, med in nekaj ščepcev cvetnega prahu. To se da vse v trgovini dobiti. Tako da malo pobrskajte po internetu. In potem to piješ en kozarec na dan za naslednje 3 tedne. Se pravi, ko se lotiš tega, potem piješ to 3 tedne. In hkrati opazuj, v bistvu, kaj se bo dogajalo v tvojem telesu, predvsem opazuj svoje oči. Kajti Kleopatra pravi, da ko ženska začne piti ta eliksir mladosti, kar se zgodi, je to, da se v njenem telesu vzpostavi veliko večji pretok tekočin in to se takoj pozna na očeh. Če so oči mokre, sijoče, pomeni, da imaš ti dejansko dovolj tekočine v svojem telesu. Ne? Ampak to ni ta tekočina, ki jo pijemo, to je dejansko telesna tekočina. A ne? In kar se bo zgodilo tudi, je to, da ko boš uživala ta eliksir, se ti bo dogajalo, da boš imela ne samo bolj mokre oči, ampak tudi več sline boš imela v ustih. In slina je dejansko spet ena od tekočin telesa, ki so izjemno zdravilne in ki jih ženska potrebuje imeti zelo veliko v sebi. Ona je rekla tako zabavno, sem si tle napisala, da ženska s tem eliksirjem postane fontana sočnosti. Se pravi, dejansko postaneš fontana sočnosti. In k temu v bistvu bi potrebovali ženske stremeti. Kleopatra pravi, da v bistvu bi vse ženske morale skrbeti za to, da dejansko imamo dovolj tega nektarja življenja v sebi, a ne? In to pomeni, to je pač ta energija, ki pa je v nas lahko zadržana samo, ko smo mi dovolj mokre, ko smo dovolj sočne, ko je dovolj tekočine v nas, a ne? Ok, dober, to je prvi ritual. Zdaj ne morem videti vaših komentarjev, tako da ne vem, kakšen je odziv, ampak upam, da vam je všeč. In če ste začnemo to piti in mi poročajte, a prav,
napišite mi pa, kaj se bo dogajalo, kako se boste počutili. Jaz bom začela, ko pridem domov v sredo, tako da do takrat pa lahko že vi začnete, pa mi poročate. Ok, se pravi, piješ to 3 tedne, vsak dan en kozarec in potem si spet znova, vsak dan si moraš znova to zmešati, ne? Ok, naslednji ritual je v bistvu ritual oboževanja. Kleopatra je rekla, da je v bistvu za žensko ful pomembno, da se začnemo oboževati. Da se začnemo gledati v ogledalu in začnemo oboževati vse, kar vidimo. Da prebudiš res oboževanje do svojega telesa, do sebe. In kaj je tvoja naloga? To je zdaj drugi ritual. Tvoja naloga je, da najdeš ogledalo, ki je okroglo in ga boš namenila samo temu ritualu. Se pravi, tega ne delaš v kopalnici, tega ne delaš tako s potom, ampak dobesedno ali si kupi ali pa najdi neko doma, neko ogledalce, ki je okroglo. Lahko je to čisto mehno, to za v torbico. In ga nameniš temu, da bo to tvoje ogledalo oboževanja. In potem, kaj je tvoja naloga? Tvoja naloga je, da vsak dan za nekaj minut vzameš ogledalo in se začneš v njem oboževati. Se začneš gledati in se začneš dotikati obraza in telesa in se začneš oboževati v tem ogledalu. Kaj se bo dogajalo? Kleopatra pravi, da čisto vse ženske, ki se obožujemo, se pravi, ko začnemo oboževati sebe, se v bistvu začnemo s tem polniti. Saj pogledaj, nekokrat si mi želimo, da bi moški nas oboževali, pa da bi nam rekli, da smo lepe, pa da bi lepe stvari pač opazali na nas. In v bistvu mi vse hrepenimo po tem oboževanju in v bistvu zato si ga moramo dati. In kar se bo zgodilo je to, da ko se bomo mi oboževali, nas bodo logično tudi ostali oboževali, zato ker bomo mi vibrirali pač to energijo. A ne? In spet pravi, glej svoje oči, glej svoj obraz, dotikaj se ga in začni v bistvu oboževati samo sebe. In na začetku ti bo mogoče čudno, se boš smejala, se ti bo zdelo brez veze, ampak sam pejti čez vse te oblike upora in se začni oboževati. In boš videla, kako bo to kot ključ v bistvu odklenil en del tebe, ki pa ve, kako je biti oboževana. Ker vse ženske imamo ta spomin, kako je biti oboževana in zdaj ga moramo odkleniti. In je rekla Kleopatra, glej sebe kot najlepšo kraljico. Glej sebe v tem ogledalu kot najbolj dragoceni dragulj, ker to si. Tako da, evo, to je naš drugi ritual. Začnemo z oboževanjem same sebe v ogledalu. Naslednji ritual, tretji ritual. Tretji ritual je pa v bistvu masaža obraza. In sicer gre za to, da spet zmešaš sama doma eno masko oziroma kremo. In kaj zmešaš? Zmešaš mandljevo olje in pa kokosov mus. To boš dobila tudi v trgovini, obstaja pač ne kokosovo olje, ampak prav kokosov mus, prav tako se reče. In zmešaš mandljevo olje in kokosov mus. Kleopatra ni nič dajala receptov v smislu koliko česa, se pravi, delaš totalno po občutku, tako kot ti začutiš, da je prav. In kaj narediš? Potrebuješ imeti mandljevo olje, kokosov mus, to zmešaš skupaj v eno posodico. Potem pa vzameš rožno vodo, se pravi hidrolat vrtnice, ki mora biti nujno organske vrtnice, ali pa lahko si tudi sama to narediš in sicer da daš šop vrtnic, cvetkov vrtnic, zavreš v vodi in potem to skladiš. Ampak spet to mora biti vrtnice iz vrta, ne iz cvetličarne, mora biti v bistvu organske vrtnice. In zdaj, se moram premakniti. No in zdaj, kaj naredimo? To je spet mladostna masaža obraza. Zakaj mladostna? Ne zato, da se bomo pomlajevali in pač, da bomo izgledale stare 15 let, ne gre za to. Ampak gre za to, da v bistvu s tem, ko bomo delali vse te rituale, bomo dobile vase več sokov. In ko je ženska bolj polna sokov, je ona bolj sveža, je ona bolj sijoča in dejansko jo to pomlajuje.
Tako da pomlajevanje je stranski učinek, namen je, da smo pač sočne. Zdaj pa, kaj naredimo? Vzamemo ta hidrolat vrtnice, to dobiš tudi v trgovini, vse to lahko v trgovini dobiš. Ali pa si sama doma narediš, tako kot sem prej omenila. In najprej svoj obraz pošpricaš. Lahko v bistvu ta ritual tudi povežeš s tem ogledalcem, in jih v bistvu skupaj narediš. Se pravi, pošpricaš po celem obrazu z rožno vodo, zatem vzameš to masko, to kremo, se pravi mandljevo olje in kokosov mus in začneš to masirati v svoj obraz. In se začneš dotikati, masirati, božati in v bistvu začneš vnašati v obraz to masko, to kremo. In Kleopatra je rekla, ne hiteti, ne samo nekaj naredi za to, da narediš. Vzemi si res čas in ob tem začuti sebe. Začuti sebe, dotikaj se, obožuj se in zato lahko dejansko ta dva rituala združimo, da imamo gledalce in se pač skozi to pač tudi začnemo oboževati. No, in ko zaključiš, se pravi potem, ko se nekaj minut masiraš in božaš in utiraš to masko, potem pa kar narediš je, da potrebuješ se pošpricati po celem telesu z sprejem v sandalovine, se pravi sandalovina. Kako pa to narediš? Sandalovino se da kupiti kot eterično olje in kar narediš je, da daš v kozarec, v sprej vode, daš nekaj kapljic eteričnega olja sandalovine. To zelo dobro zmešaš in nastane v bistvu tak sprej. In s tem sprejom sebe celo pošpricaš, okrog sebe, po celem telesu. Zakaj? Bom zdaj razložila, zakaj je ta sandalovina tako pomembna. V bistvu, ko ženska začne sebe prebujati in prižigati, kar se dogaja je, da začne ta njena energija teči ven od nje. Se pravi, je ona kakor neka, ne vem, ko skuhamo špagete, pa jih pa damo čez sito, da voda ven steče, špageti pa ostanejo. In v bistvu, mi smo kot sito, če mi sebe energijsko ne zaščitimo, mi takoj vso energijo damo. Kar vse vemo, da znamo zelo hitro energijo pač poslati, to je ta naša puščica, zelo hitro znamo v bistvu svojo energijo usmeriti. In po tem ritualu, ta ritual ti zelo zgosti tvoj nektar življenja, zelo ti v bistvu prinese sočnost v telo in se ti izjemno dobesedno se napojiš in v bistvu ogromno energije s tem ustvariš. In zato je pomembno, da potem poškropiš z eteričnim oljem sandalovine, ki daš v vodo seveda, da dejansko okrog tebe nastane kristalna zaščita. Kristalna zaščita. In kaj se zgodi? Kleopatra je takole rekla. Po vsem, kar ženska naredi zase, potrebuje na svoje telo oziroma okoli svojega telesa poškropiti s sandalovino. Na tak način se njena moč zaščiti. Tvoja ženska energija ostane ob tebi. Sandalovina ti naredi kristalno energijsko zaščito in zasiješ bolj kot dragulj. Se pravi, še bolj zasiješ kot dragulj. In kaj se zgodi? Šele takrat, ko mi v bistvu naredimo to zaščito, mi to energijo sicer še vedno imamo, ampak kaj se zgodi z drugimi? Drugi ljudje začutijo to našo energijo, ampak nam ne odteče, jo ne razdelimo okrog, ampak v bistvu oni ob nas, mi delujemo na njih kot ogledalo, tako bom rekla. Se pravi, da oni dejansko ob našem sijaju začnejo tudi sami sijati in v sebi čutiti v bistvu ta njihov sijaj. Tako moški kot ženske. In bom še enkrat ponovila. Se pravi, najprej s hidrolatom vrtnice ali pa z rožno vodo vrtnic, organskih vrtnic, pošpricaš obraz, zmešaš mus in mandljevo mleko, to nastane taka zelo pocasta stvar, naneseš, umasiraš, utreš, se obožuješ v ogledalu za oboževanje in potem na koncu poškropiš okoli sebe še s sandalovino. In na tak način v bistvu ta prebujena energija ostane v tebi.
Ne? Seveda se lahko potem obrišeš, če ti ni prijetno, a ne. Bistveno je v bistvu, da ta cel ritual narediš. In zdaj v bistvu zakaj delamo ta ritual na obrazu? Zaradi tega, ker ženske na nek način smo pač sprogramirane na tak način, da veliko svojih čustev ne izrazimo in jih zadržimo. Ta čustva se potem ujamejo na različne dele našega obraza, tudi drugje po telesu, ampak na obrazu se to najhitreje vidi. In v bistvu, kar se zgodi, je to, da se nam pod kožo električno polje, mislim, ni elektrika, ampak kot neka telesna elektrika, to polje pod kožo se nam v bistvu, kako je rekla, ustavi se ti, ta električni tok, elektrizem tvojega telesa se ti ustavi in kar se zgodi, je, da se začnejo ustvarjati gubice, da začne v bistvu uplahniš, vse dol pade, izgledaš utrujena, stara, suha je koža, a ne? Vse to je v bistvu povezano. In s tem ritualom, za mladostno masažo obraza, s tem tretjim ritualom, ki ga zdaj razlagam, se v bistvu zgodi to, da spet to elektriko tvojega obraza prižgeš. Ok. In povedala je tudi to, ne, da smo v bistvu ženske ful navajene, da izražamo večinoma pozitivna čustva, da negativni, pač kot jih rečemo, ne, čeprav nobeno čustvo ni plus pa minus, ampak pač naša zavest dojema, da so določena čustva pozitivna, določena čustva so pa negativna. A ne? In v bistvu smo ženske navajene pozitivna čustva na polno izražati, a ne, negativnih pa si ne dovolimo izražati. Nas je strah, kaj bo za tem sledil. In v bistvu zaradi tega je zelo pomembno, da se ukvarjamo v bistvu z obrazom, da ga masiramo, da se ga dotikamo, da ga, srčki letijo, moj bog, dela. In v bistvu s tem začnemo spreminjati dobesedno našo notranjo elektriko, ki je čist tik pod kožo. Mi smo v bistvu iz veliko plasti narejene, a ne, tako energijsko, fizično in tako čustveno. In v bistvu ta masaža obraza ti pobere v bistvu težo iz obraza in hkrati ti to elektriko, ni glih elektrika, no, ampak na tak način bi lahko rekla, v bistvu nazaj prižge, da začneš sijati. In posledično spet po tem ritualu boš izgledala bolj sijoča, bolj mokra, bolj prižgana. In ta ritual, kar se tiče te masažice, ne, ona priporoča, da ta ritual v 3-mesečnem obdobju narediš vsaj 10-krat. Se pravi, 3 mesece delaš, pa vsaj 10-krat narediš. Ok, to je bil zdaj tretji ritual. Gremo na 4. ritual. Mi je žal, da ne vidim komentarjev, ampak lej, bom pa pozno nazaj pogledala. Ok, ta vam bo pa ful všeč, ta pa vključuje kakao. No, 4. ritual je pa v bistvu večerni ritual. In sicer Kleopatra nam zelo priporoča, da ženske začnemo zvečer piti kakao. Ni vsak kakao pravi zate, ona pravi, da v bistvu potrebuje vsaka ženska najti kakao, ki njej odgovarja. Zato te povabim, da začneš pač malo testirati, različne kakave si kupi, začuti, ko greš v trgovino iz točke osebne moči, kater te pokliče, a ne, tukaj govorimo v bistvu o presnem kakavu, a ne o teh že narejenih mešanicah in v katerih je včasih vse drugo kot kakao, a ne. Ok, in kaj narediš je, potrebuješ imeti čašo, skodelico, ki je brez ročaja. Zakaj? Ta je ful dobra fora, meni je bila ful všeč, kaj je povedala. V bistvu, če mi držimo šalčko čez ročaj, mi ne blagoslavljamo naše pijače. Če pa mi v bistvu imamo šalčko brez ročaja, pa v bistvu mi ves čas, ko pijemo kakao, mi ves čas lovimo ta nektar življenja in blagoslavljamo našo lastno pijačo. Zato je v bistvu ful pomembno, da začnemo piti iz skodelic, ki več nimajo ročaja. No, in ona sporoča, da naj vsaka ženska začne ob večerih piti kakao in ga da v mleko. S tem, da ona ne priporoča mleko iz krav, se pravi kravjega mleka, ampak je rekla, da naj gremo na rastlinska mleka, kokosovo, mandljevo, ona je ta dva še posebej izpostavila, kokosovo in mandljevo. Očitno ima ful rada mandlje, ker skozi neki z mandeljčki.
In sicer, kar narediš je, da pač zavreš mleko, daš noter kakav in potem samo v smeri urinega kazalca, se pravi v desno, mešaš kakav. Ob tem, to je zelo pomembno, to je cel ritual, ne? To ni samo tako malo, da kakav spiješ. Ko mešaš v desno smer, kar počneš je to, da daš namero, kako se ti želiš počutiti in v bistvu blagosloviš to pijačo. In samo mešaš in daš namero, kako se želiš počutiti. Se pravi, zato, da zdaj treniramo to našo puščico, a ne? Da se dejansko začnemo ženske ukvarjati s tem, kaj so občutki, ki jih mi želimo čutiti, a ne? Ok, se pravi, smo rekli, vzameš šalčko, ki nima ročaja, ali pa pač ga tudi ima, pa pač držiš šalčko tako, zavreš mleko, zmešaš kakav v smeri urinega kazalca in napolniš to pijačo z namerami, kako se ti želiš počutiti. In potem več večerov zapored to izvajaš. Ni pomembno, da je vsak večer, ampak pogosteje, da se navadimo, a ne? Lahko tudi reče ona, tudi, da lahko dodamo različne dodatke, cimet, kokosov sladkor, lahko gremo tudi v pekoče začimbe, a ne? Predvsem je poudarila, da je potrebno, da se ženske začnemo igrati, da začnemo raziskovati in da v bistvu začnemo se zavedati, da je tako pomembno, da začnemo dajati sebi. In zato ta ritual ne bo v bistvu igra, kaj bom pa danes zmešala, kaj bi pa danes hotela sebi dati, a ne? Se pravi, ne samo, joj, moram to popiti, pač pol rajš ne nared. Pač vstopna namera je ful pomembna. In pač je govorila o tem, da smo pač zelo ujete v neke predstave in tudi pol na koncu je meni osebno predala sporočilo in mi je rekla, ne delaj stvari, za katere misliš, da so pravilne. Sledi glasbi svoje duše. In to, kar je pravilno samo zato, ker je pač trenutno v kolektivni zavesti so te norme. Ampak v bistvu nič od tega, kar misliš, da je pravilno, ni pravilno. To je samo predstava, da je to pravilno. Začni slediti glasbi svoje duše. To je sporočilo, ki ga je recimo meni osebno namenila. Ampak ga delim zato, ker se mi zdi, da mogoče se bo marsikera ženska tukaj v tem našla. A ne? In v bistvu s temi rituali pač ona nas želi spodbuditi, da se začnemo zavedati, koliko je pomembno, da začnemo polniti sebe z nektarjem življenja, s to visoko vibracijo energije, ki je vsaka ženska sposobna v sebi aktivirati, s tem, ko ona začne dajati sebi. In s tem kakavnim ritualom, kakav zvečer, a na tak način v bistvu se učimo tega, da začnemo dajati namere, kako se želimo počutiti in da začnemo blagoslavljati to, kar gre v naše telo. Skozi je ponavljala to, da je v bistvu ženska energija popolna energija. Smo kot lok in puščica. In v bistvu imamo sposobnost fokusiranja, ampak samo s fokusiranjem in z aktivacijo ne bomo daleč prišle. A ne? Pomembno je, da ujamemo energijo in to je lok, da ujamemo svojo energijo. In z rednimi rituali v bistvu bomo to naredile, bomo to ujele. A ne? In rekla je, draga ženska, tvoja skodelica energije mora biti vedno polna. Se pravi, to je ta naš nektar življenja, a ne? In ko smo izčrpane, utrujene, ziritirane, ko imamo vsega preveč, pač je naša skodelica prazna, a ne? In je v bistvu to naša naloga, da se začnemo zavedati, da z temi rituali in tudi z marsikaterim drugim ritualom, ki ga poznaš za aktivacijo svoje ženske energije, ki si ga mogoče že izvedela od boginje Afrodite, a ne? V bistvu vse to se med sabo povezuje. A ne? Tako da tiste, ki ste bile pri meni na delavnici od boginje Afrodite, veste, a ne? Da v bistvu vse to gre z roko v roki s tem, kar smo se tam učile. A ne? In v bistvu nektar življenja vedno pride od znotraj ven. A ne? Ta energija vedno nas od znotraj napolni in jo potem mi zmoremo kot puščico usmeriti na ven. A ne? In v bistvu, če nimaš te čaše polne, če tvoja skodelica ni polna, pač v življenju ne boš daleč prišla oziroma boš šla zelo na silo in potem pač
ne bo več šlo na neki točki. A ne? No, in mi je bilo zelo hecno, vmes je rekla, jaz, Kleopatra, sem bila zelo razvajena, saj sem si veliko dajala. Ne? Ona je tako pač tudi znana v zgodovini, a ne, kot kraljica, ki si je ogromno ritualov privoščila. A ne. Pač res si je znala ogromno negovanja dati, ampak hkrati, marsikdo tega ne ve, ona je bila izjemno inteligentna ženska, ona je bila izjemno pametna raziskovalka, tako, ona je bila res inteligentna, a ne. In na nek način je izmojstrila ta dva aspekta, pač puščica, fokus, akcija, ona je bila izjemno uspešna. Na drugi strani pa negovanje, polnost, a ne. Znala je ta svoj nektar življenja ves čas na nek način držati ob sebi, a ne, v sebi. Ok, potem imamo pa še zadnji ritual in sicer tega bomo pa kar izvedle skupaj, je pa v bistvu ritual dihanja. Ta ritual je pa v bistvu namenjen temu, da skozi uporabo nektarja življenja začnemo manifestirati. Tako da te povabim, da spustiš vse, ničesar zdaj ne rabiš, bom potem še enkrat ritual povedala. Zdaj je pomembno, da ga v bistvu samo naredimo skupaj. Ok, bom najprej razložila. Dihanje v tem ritualu poteka samo skozi nos. Tako da, če imaš slučajno zamašen nos, pol danes pač preskoči ta ritual, sicer pa za naslednjič, a ne. Se pravi, kaj naredimo? Dihamo ves čas skozi nos in vdihi in izdihi so zelo hitri. Se pravi, zelo hitri in čim več jih poskušaš narediti. Naslednja stvar, ki je pomembna, je, da sediš ali pa stojiš, da je tvoj hrbet raven in da je tvoj trebušček sproščen. Zato, ker če nimaš sproščenega trebuščka, ne boš mogla te vaje narediti, ne? Ok, in kaj si bomo predstavljali? Ko bomo začeli tako dihati, se nam bodo v bistvu naše čakre odprle in boš lahko začela videti, vizualizirati, kako teče nektar življenja v tvoje telo in v naročju boš držala čašo. Lahko narediš 2 čašici in si nasloniš recimo na kolena ali pa narediš v bistvu 1 čašico. In jo v bistvu postaviš, če narediš 1, jo postavi pred maternico. Najboljše je v bistvu, če 1 narediš, da je pred maternico, če 2 narediš, pa sta na tvojih kolenih oziroma pred tabo, no, pred tabo. Ok, in kaj bomo naredili? Delali bomo toliko, kot zmoraš, dihanja, zapreš oči in si samo vizualiziraš in začutiš, kako se ti vsa energija začne zbirati in začne teči v tvojo čašo, v tvoje dlani. In potem bomo v bistvu prelile sebe s tem nektarjem življenja, ki ga bomo zbrali, ker to je v bistvu pumpanje, da nektar življenja pride k nam in se bomo prelile v bistvu po celem obrazu, po prsnem košu, po prsih trebuščku in bomo potem shranile v bistvu v svoji maternici to energijo. Vmes bomo dali pa še namero, kakšne občutke želimo prebuditi. A prav? Ok, gremo zdaj to narediti, jaz bom malo popila. Ok, pravi, da je v bistvu to ena najpomembnejših tehnik dihanja in ne moreš narediti narobe. Pač, če se ustaviš v dihanju, potem samo pač lepo nadaljuje, prav? Ok, gremo. Nastaviš svojo čašico, postaviš v naročje pred maternico ali pa tako na kolenčka, zapreš oči in začneš dihati skozi nos. Ker dihaš, nadaljuješ, dihaš in se ves čas fokusiraš na to, da je trebušček sproščen in če boš popolnoma sproščena, boš videla, da ko dihaš, se ti začne premikati tudi trebušček. In ker dihaš, dihaš, dihaš. Dihaš naprej in začneš opazovati, kako se ti čez glavo začne zlivati nektar življenja, naravnost v tvoje dlani v čašo, ki jo držiš in dihaš naprej in opazuješ.
diha, še malo, še malo. Poskušaš pospešiti dihe, sprostiš trebušček in sprejemaš. In zdaj nežno se ustaviš, tvoje oči so zaprte, držiš svoj nektar, svojo čašo v naročju. In zdaj daš v to čašo tvojo namero, kako se želiš počutiti. In zdaj vzameš svoje dlani in neseš vse do vrha glave in zliješ nektar po svojem obrazu in potuješ z dlanmi in greš po vratu in začutiš in si predstavljaš, kako napolni tvoje telo in neseš v maternico. Tvoje očke so še vedno zaprte in samo neseš v maternico. V tvoji maternici je rojstvo vsega, je tudi rojstvo tebe. Ti se rojevaš v svoji maternici. Zato si vzameš nekaj trenutkov in samo začutiš svojo maternico, sebe. In ko boš pripravljena, se samo nežno prebudi. Kako se počutimo? Lahko napišeš v komentar, bom pol pogledala, ko bo konec, ko bodo komentarji verjetno vidni na posnetku. S tem dihanjem v bistvu naredimo izjemno močno polje, da ulovimo nektar življenja, to visoko frekvenco. Srčki letijo, super. Visoko frekvenco v bistvu energije, ki prihaja iz višjih dimenzij. In zato boš lahko čutila mogoče razne občutke, malo zaspana, poživljena, prebujena, vroče, karkoli pride v bistvu dovoli. In v bistvu Kleopatra pravi, da je to ena najmočnejših tehnik dihanja in da bi v bistvu ženske potrebovale redno, ampak ne zdaj tako večkrat na dan, ampak tako recimo enkrat na dan, v bistvu bi ženska potrebovala narediti ta ritual, da ujame to energijo in da dejansko se začne polniti z nektarjem življenja, da začnemo polniti našo stekleničko. V bistvu vsi ti rituali, ki sem jih danes delila, tako eliksir mladosti, kot ogledalo oboževanja, pa mladostna masaža obraza, pa večerni kakao in v bistvu to dihanje za napajanje, za pridobivanje nektarja življenja. Vsi ti rituali so dejansko skupek vaj, ki jih potrebuješ, če želiš, jih lahko uvedeš v svoje življenje. Za vsako žensko je pomembno, da ima redne rituale, saj s tem ona lovi svojo energijo, s tem se ves čas polniš na nektar življenja. In Kleopatra je rekla, da ona je bila skozi priklopljena na ta nektar življenja. In to ni tvoja ženska energija, to ni v bistvu isto, ampak je v bistvu kot vibracija iz višje dimenzije, ki te napolni in potem, ko pride vate, se zmeša s tvojo žensko energijo. Tako da na nek način tudi moški imajo dostop do nektarja življenja. Zaenkrat je ona v bistvu meni predala te vaje za žensko. Mogoče v prihodnosti, ko se bom z njo povezala, bo povedala tudi kaj za moške. Je pa v bistvu Kleopatra ena takih v bistvu zavesti
ki nam v bistvu prinaša to energijo, kako istočasno biti uspešna ženska, doseči svoje cilje in biti v tej dobesedno v uspehu in hkrati biti negovana, prižgana, sočna. In ves čas je govorila to, ženske morate biti sočne, ženske morate biti sočne. In to pomeni, da v bistvu sočna postaneš, ko se začneš napajati na ta nektar življenja. Tako da povabim te, jaz sem zdaj s tabo delila vse te rituale, jaz te povabim, da v bistvu ti rituali so bili meni tudi zdaj predani, jaz jih bom sama začela delati. In te povabim, da tudi ti začneš in da daš si nekaj časa, mogoče 3 mesece za začetek, da si začneš in redno začneš ti rituale delati, zato da začneš opazovati, kaj se bo drugače zgodilo v tvojem življenju, zaradi tega, ker mogoče piši tudi dnevnik zraven, zato da boš v bistvu začela opazovati razliko, kaj se je zgodilo v tebi in kako si zdaj bolj prižgana. In ne pozabiti, puščica in lok. Pomembno je, da smo sfokusirane predvsem na svoje občutke, hkrati pa je pomembno, da je naša skodelica ves čas polna. In to je v bistvu modrost, ki je tokrat prišla strani Kleopatre do mene in sem ful navdušena. V bistvu njena energija je tako ni enaka, je podobna Afroditini oziroma teme, ki jih imata z Afrodito, so ful podobne, ampak energija je pa malo drugačna. No in ravno danes, ko sem se menila, kje bom imela ta Facebook live, pridem tukaj v vežo in mi rečejo, ja, samo tukaj v veži hotela, pač ti lahko damo ta internet boljši, in samo tukaj lahko imaš. In potem pogledam in zraven, pač tle v veži je ogledalo, in ob njem je kipec Afrodite. A si morate misliti, tako sredi Egipta, kipec Afrodite, pač nikjer je tukaj nisem videla, zato ker oni imajo toliko svojih drugih boginj, ki jih naravnost obožujejo. Ampak tle zraven, kjer imamo mi zdaj ta live, je kipec Afrodite, kar je tak totalen dokaz, da v bistvu se vsi ti rituali zelo, zelo povezujejo in to je v bistvu ta ženska energija. Pa sem pa še eno karto povlekla, ene japonske orakelske karte, ki sem jih dobila na posojo danes, sem povlekla za danes in a veste, kaj je prišla karta? Karta ritualov je prišla, da je pomembno, da delaš rituale, da ostaješ v svoji energiji. Se pravi, čist vezano na to, kar imamo mi danes v bistvu temo, Tvoja vibracija ustvarja tvojo situacijo. In naša naloga je, da v bistvu se naučimo delovati na tak način v življenju, da ves čas skrbimo za svojo vibracijo. In to so te načini, ki sem ti jih danes predala, so eni od načinov, kako lahko v bistvu ženska sebe napaja na nektar življenja. Tako, drage boginje, drage kraljice, žal ne vidim komentarjev danes, ampak smo pa zmanifestirale za svojo energijo, da je internet zdržal in da niti enkrat ni ven vrgla elektrika, čeprav jim na vsake 15 minut vrže ven elektriko in s tem Wi-Fi zgine. Tako da super smo manifestirale. Hvala, hvala, hvala. Delite ta znanja naprej, povejte to svojim prijateljicam, hčeram, mamicam. Naj gre ta zavest Kleopatre daleč, daleč, daleč. A prav? Ok, s tem bom jaz zaključila, ker žal ne vidim komentarjev, ne morem na nobeno vprašanje odgovoriti, ampak je že tako prav, tako da vas lepo pozdravljam iz Egipta in se vidimo kmalu v Sloveniji.